znanjem ponosni v prihodnost. Dr. Janez Malačič se je rodil 3. maja leta 1950 v Kančevcih na Goričkem. Po vzporednem študiju na Filozofski in ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 1973 diplomiral iz geografije in sociologije, leta 1974 pa še iz ekonomije. Dobil je 2 študentski Prešernovi nagradi. Doktorsko disertacijo je zagovarjal leta 1983 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani z področja obnavljanja prebivalstva in delovne sile. Po diplomi se je zaposlil za 1 leto kot asistent stažist na Geografskem inštitutu, nato pa na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je napredoval od asistenta do rednega profesorja. Na lastni in drugih fakultetah Univerze v Ljubljani je predaval oziroma še predava večje število predmetov. Njegovo ožje strokovno področje pa je demografija, še posebej v povezavi z ekonomiko dela, migracijsko problematiko in ekonomsko statistiko. Z teh področji je objavil 2 knjigi in več kot 200 znanstvenih in strokovnih člankov doma in v tujini. Njegova dela so bila objavljena v 8 jezikih. Dr. Malačič sodeluje z različnimi domačimi in tujimi institucijami, od ministrstev slovenske vlade do mednarodnih ustanov, kot sta Evropska komisija in Organizacija združenih narodov. Leta 1994 je sodeloval na svetovni konferenci o prebivalstvu in razvoju v Kairu. Je član strokovnih združenj doma in v tujini. Bil je predsednik Statističnega društva Slovenije in Zveze statističnih društev Jugoslavije. Pomurski akademik dr. Janez Malačič je eden od ustanovnih članov Pomurske akademije in celi čas je tisti, ki nas vsako leto na konferenci seznani z nekim novim. In veseli smo, ker je to njegovo raziskovanje in so njegova predavanja tudi povezana z tem lokalnim okoljem, ne sicer samo Pomurjem, ampak imajo pa vpliv tudi na življenje pri nas. Lepi primer, če si je fejst uspešno kariero kot univerzitetni profesor ustvaril izven Pomurja, ki pa svoje bogato znanje lejko poveže z svojo rojstno regijo in na tej način še bolje pripomore, mogoče, kot pa če bi ne šel po ta znanja, kam inen. No in tudi njegovo gnjišno predavanje, ki ga je predstavil na konferenci Pomurske akademije, je povezano z temo, ker je zvesti že fejs dolgo in fejs globoko. To so migracije. In ta tema je seveda toliko bolj zanimiva za voljo aktualnih razmer, ker so ti. Vidimo, da same migracije, kak takše, če se mogoče beguncov mi nekako bojimo, pa utepamo, dostakrat so nujno potrebne, sploh za razvite države, kjer je rodnost mala. In po tom predavanju sem gvišenmo tudi ležaj razmeli, zakaj je Nemčija bar en čas intenzivno vabila vse te migrante. No, seveda, vsakša takšna druga kultura pa v nekšen okolje prenese tudi ene stvari, ker pa ne moreš opisati samo z številkami in samo z trendi rodnosti ali pa smrtnosti. Vse to seveda bomo gnjeslejko videli v zanimivem predavanju pomurskega akademika dr. Janeza Malačiča. Migracijska kriza v Evropi, ki je leta 2015 preusmerila tokove migrantov na balkansko pot, je s svojimi razsežnostmi pokazala na nepripravljenost Evropske unije, da bi s primernim odzivom in ustrezno migracijsko politiko na legalen način obvladala migracijske tokove. V Sloveniji smo v začetku le oddaleč opazovali množice migrantov, ki so iz Grčije preko Makedonije, Srbije in Madžarske večinoma brez dokumentov in množično potovali v Nemčijo in druge bogatejše članice Evropske unije. Ko pa je Madžarska z bodečo žico zaprla svoje meje, se je migracijski tok preusmeril proti Sloveniji.
Pri tem se je še okrepil in dosegel dnevne številke, ki jih nihče pri nas ni pričakoval. Množice migrantov so hitro presegle slovenske kapacitete sprejema in urejenega upravljanja migracijskega toka ter povzročilo visoke stroške v denarju in človeških naporih. Avtor besedila zagovarja tezo, da je migracijska kriza v Evropi del širše krize prebivalstvene politike. V Zahodni Aziji in Severni Afriki nedokončan demografski prehod povzroča hitro rast prebivalstva, ki skupaj z vojnami in političnimi krizami ustvarja vse večji migracijski pritisk v Evropi. Demografska neravnovesja med temi regijami se bodo v prihodnosti še povečala. Zato morajo Evropska unija in članice povezave zasnovati in sprejeti lastnemu demografskemu razvoju in opisanemu neravnovesju primerno prebivalstveno in znotranje migracijsko politiko. Avtorjeve obrise vzdržne migracijske politike v Evropski uniji bo potrebno poglobiti in preveriti v širših strokovnih in političnih razpravah ter sprejeti v organih odločanja. Še prej pa je potrebno, da Evropska unija na svojih mejah ponovno vzpostavi pravni red in doseže humano in vzdržno upravljanje migracijskih tokov. Demografski prehod, ki označuje prehod od obnavljanja prebivalstva z visoko rodnostjo in smrtnostjo na obnavljanje z nizko rodnostjo in smrtnostjo, se je v Evropi končal pred pol stoletja. V Zahodni Aziji in Severni Afriki pa ta prehod še ni končan in prispeva k hitri rasti prebivalstva. Leta 2005 je Evropska komisija pripravila dokument Zeleno knjigo z področja migracij. Ukvarja se z menedžmentom ekonomskih migracij. Dokument o migracijah je posegel na ustaljeno področje, na katerem je Evropska unija dosegla že predtem pomembne rezultate. Najbolj viden rezultat je šengensko območje. Na področju azilne politike ima po drugi strani pomembno vlogo Dublinski sporazum. Migracijska kriza pa je pokazala, da dosedanji napori Evropske unije na področju migracijske politike ne ustrezajo potrebam. To še posebej velja za zaostrene razmere in krize. Migracijski pritisk iz Zahodne Azije in Severne Afrike na Evropo bi bil močan tudi v razmerah, ko tam ne bi divjale vojne. Vojne, politična nestabilnost in počasen gospodarski razvoj pa ta pritisk zelo povečajo. Število prebivalstva bi se naj po projekcijah Organizacije združenih narodov od leta 1950 do leta 2050 povečalo v Severni Afriki z indeksom 720,1, v Zahodni Aziji z indeksom 775,5 in v Evropi, vključno z Rusijo, z indeksom 128,7. V 7 državah Severne Afrike bi naj leta 2050 živelo 354,3 milijona, v 18 državah Zahodne Azije 359,5 milijona in Evropi, vključno z Rusijo, 706,8 milijona ljudi. En lep dober dan vsem skupaj. Ne vem, kaj naj vam povem o tej temi, kar že niste slišali. Je pa res, da to, kar slišite, je običajno precej enostransko in pogosto tudi zelo politično, ali zelo levo, ali pa zelo desno. Kar bi nas moralo skrbeti je to, da strokovni argumenti in konec koncev tudi strokovne analize niso ravno v prvem planu. Dobro, jaz bom v tej predstavitvi v začetku tako zelo na kratko prikazal, kako je prišlo do tega, kar zdaj predvsem, ne vem, od nekje poletja naprej gledamo po Evropi. In tu je nekaj o migracijski zgodovini. Evropa je bila tipično emigracijski kontinent. V 100 letih je ocena, da je samo v ZDA emigriralo 60 milijonov Evropejcev. No, ampak to je bilo pogojeno z demografskim prehodom. In pa seveda
s procesom modernizacije, ne, ki je po drugi strani ravno tako povezan z demografskim prehodom. No in po končanem prehodu se je Evropa spremenila v imigracijski kontinent in tako kot sem tukaj napisal, mnogi Evropejci tega niso opazili. Namreč, zdaj, ko poslušate ta najrazličnejša modrovanja v tem vprašanju, skoraj ne slišite, da je Evropa že do sedaj sprejemala, pa zdaj, če vzamemo Evropsko unijo, približno 1 milijon neto imigrantov na leto. Zdaj v krizi nekaj manj, drugače nekaj več in to se bo gotovo nadaljevalo tudi v prihodnje. In mimogrede, to je približno tak podatek, ki velja tudi za Združene države Amerike. Zdaj, tu je nekaj teh dogodkov, ki so na nek način bili v nekaj letih, preden se je ta balkanski tok sprožil. V morju je že veliko let prej umiralo kar veliko nesrečnikov, ki poskušajo predvsem iz Afrike in verjetno jih bo prihodnje še precej več, pa tudi iz Azije priti v Evropo. Ampak na nek način je bilo to daleč od oči večine Evropejcev. Zdaj, zelo verjetno je tudi ekonomska in politična kriza v Grčiji. Vsi se spomnite, kaj so Grkom delali, ne samo posamezni evropski politiki, ampak tudi trojke in drugi, še prej pa sami grški politiki. In razumljivo je, da če vršiš tako velik pritisk na neko državo in ki se znajde v takih težavah, veliko grških problemov je doma zraslih, ne, tako da se razumemo. Ampak potem ne moreš pričakovati, da bo v naslednjem koraku pa Grčija neka, kako bi rekel, zelo trdna točka ali pa zelo trdna v politiki, ki bi pa predvsem ustrezala nekaterim drugim v osrčju Evrope. Je pa res, da tega najbrž nikoli ne bomo vedeli, a je Grčija zavestno popustila pod tem pritiskom. Kar je dejstvo je, da množice ilegalcev brez vseh papirjev, množično, jaz si še pred par letih, čeprav se ukvarjam ves čas strokovno s tem, nisem pričakoval, da bom lahko kdaj gledal kakšne take tokove, kot tako veliko ljudi, brez vsakih papirjev. Spomnite se, kako vas pregledajo, kaj morate vse narediti za to, da vizo dobite, katerokoli državo, da potujete. Dobro, šengenski prostor je velika izjema. Zdaj naenkrat pa vsi potujejo kar tako, brez papirjev. No in živimo v času množičnih medijev, tako je v bistvu je dovolj, da Angela Merkel reče, zmogli bomo in to 100.000 razumejo kot povabilo. Zdaj, jaz nočem povedati, da ni med njimi res zelo tragičnih usod, ampak so pa pomešani pravičenci do azila z ekonomskimi imigranti, pa verjetno še s kom. Zdaj, moja teza je, da je ta kriza v resnici kriza evropske prebivalstvene politike. Zdaj,
prebivalstvena politika ni na najboljšem glasu. Iz vrste znanih razlogov, ampak to ne bi smel biti razlog, da bi spregledali, da je nujno potrebna. In dejstvo je, da prebivalstvena politika tudi ni področje, ki bi ga države članice prenesle s temi različnimi pogodbami v pristojnost Evropske unije. Tako da večina posameznih elementov prebivalstvene politike je še zmeraj v pristojnosti članic in tudi tistih, ki se izrazito tičejo migracijske problematike. Čeprav je v zadnjih recimo 10 do 15 letih na ravni Evropske unije, tudi jaz sem že, mislim, da tudi na PAZU govoril o teh stvareh, nastajal nek okvir oziroma so nastajali zametki prebivalstvene politike. Zdaj, se pravim, nekako tako obotavljivo je Evropska unija gradila obrise prebivalstvene politike. Zdaj, na migracijskem področju sta pa tako kot najbolj vidni in najbolj znani obliki te politike v resnici Dublin oziroma ta dogovor, ki se tiče azilantov, in pa Schengen. Ampak to ni nekaj, kar bi Evropo kakorkoli pripravilo na masovni vdor. To, kar gledamo, ni nič drugega. Pa če se še tako kdo trudi olepšati stvari. Zdaj, področje je izrazito interdisciplinarno. Ima skoraj ni discipline, sploh ne v družboslovju, ki se ga ne bi tikalo. Jaz se na vse ne spoznam. Jaz v glavnem lahko nekaj več povem o demografskem in ekonomskem vidiku. Čeprav zlasti ekonomski, pa tudi po svoje demografski, sta precej v ozadju. Veliko se govori o vrsti drugih, no, ampak najprej nekaj z demografskega vidika. Dejstvo je, da je v Evropi demografski prehod končan. To je prehod, ko se prebivalstvo obnavlja z visoko rodnostjo in smrtnostjo na obnavljanje z nizko rodnostjo in smrtnostjo. No, vmes je demografski prehod in v tem času prehoda se prebivalstvo običajno zelo poveča. In v kratkem času tule bomo videli, kaj nam kažejo tudi projekcije. Jaz bom ta pogled razširil do leta 2050. Če izračunamo indeks iz števila prebivalstva v Zahodni Aziji in Severni Afriki med letoma 1950 in po srednji varianti projekcij OZN do 2050, dobite tele visoke številke. V Zahodni Aziji 775,5 in v Severni Afriki 720. V Evropi, ampak tule je Evropa vključno z Rusijo do Urala, se je istočasno, oziroma se v tem obdobju prebivalstvo poveča tako, kot tukaj kaže. Samo v Evropi je že prej bil prehod in se je že prej prebivalstvo pač povečalo tam za 3 do 4 krat. Ampak tu ne bo šlo samo za 3 do 4 kratno povečanje v teh sosednjih pokrajinah. Tule si lahko pogledamo tabelo. Jaz upam, da se vidi, tamle na koncu je Evropa, tu so tile, to je prebivalstvo
po teh letih, to je mediana starosti prebivalstva. Jaz upam, da ste se toliko učili, da razumete, kaj je mediana. Nimam časa, da bi zdaj podrobne razlagal take stvari. Tu imate stopnjo rasti v odstotkih, to je stopnja naravnega prebivalstva, naravnega prirastka v promilih, potem je ekonomska odvisnost, to je ta ekonomski kontingent, oziroma mladi plus stari deljeno z ekonomskim kontingentom, to je stopnja celotne oziroma totalne rodnosti, tle sta življenjski pričakovani v rojstvu za moške in ženske in tu so neto selitve v promilih. No, ampak vse te številke kažejo to zgodbo, ne, da je v Evropi že nekje v prvi polovici 20. stoletja demografski prehod končan, v Severni Afriki in Zahodni Aziji pa ne, in še zmeraj ni končan. Končan bo verjetno tja proti letu 2050. Zdaj, jasno je, da če imate take razmere in če dodate k temu še razvitost in siceršnje politične in širše razmere v Severni Afriki in Zahodni Aziji in konec koncev tudi drugod po svetu, je več kot jasno, da potrebujete ne samo migracijsko politiko, ampak potrebujete v resnici integralno prebivalstveno politiko. Ampak tudi na tem področju v svetu ni, kako bi rekel, včasih je bila tle ena številka, tamle je, nisem je videl prej. Tudi na tem področju ni bilo do zdaj tabule rase, so se stvari dogajale. Ampak danes v vseh teh diskusijah nič ne slišite o akcijskem programu konference OZN o prebivalstvu. Ta problem gotovo ni samo evropski problem. Nujno bi bilo treba gledati na njega svetovnega vidika. Ne morejo Američani tle v naši soseščini bombardirati držav, pa s kakršni, ali pa Rusi tudi, ne? Zdaj, posledice pa naj trpi nekdo drug. Zdaj, jaz očitno nimam dosti časa, da bi zelo podrobno tole, kar sem tukaj še naprej napisal, razlagal. Nedvomno je, da Evropa potrebuje nek model nemotenega obnavljanja prebivalstva in prenizka rodnost tega ne bo zagotovila. Tako da Evropejci, tudi mladi, ali pa predvsem mladi, imajo to možnost, ali se bodo odločali za več otrok, ali bodo pa gledali priseljence. Te bodo tako gledali, ampak v mnogo večjem številu, kot bi si jih želeli, ki bodo verjetno po vseh možnih znakih različni od njih. Ja, saj bom samo... Ne, saj v redu, samo na koncu bi rad še nekaj povedal. Migracij se ne da preprečiti. Noben zid, pa jaz sem jih veliko videl, po nekaterih sem tudi hodil, ni bil učinkovit. Od mehiško-ameriškega, pa če greste v San Diego, pa si ogledate tam mestni promet vozi do tja, ali pa kakšnega drugega, zdaj ne vem, kaj si mislite o izraelskem. Ampak to, kar se je pa zgodilo zdaj, da, ne vem, na to bi pravniki verjetno morali odgovoriti, da tako pustimo zmešati vse različne stvari med seboj in da smo se pravni državi pripravljeni odpovedati dokumentom in to pa v resnici ni dobro za Evropo. No, toliko zaenkrat, hvala.
Ste vedeli, da je Evropska unija že dolgo neto imigracijsko območje in da na leto v povprečju sprejme približno toliko neto imigrantov kot ZDA? Že dalj časa, vsaj v zadnjih 20 let, se ta številka giblje okrog 1 milijon. Na podobnih področjih raziskuje ob pomurskem akademiku dr. Janezu Malačiču še član PAZU, pomurski akademik dr. Damir Josipovič.